In dobrodošli nazaj vsi skupaj v Kvat. In to je zelo poseben teden, ker snemamo Kvat z politične konference JNS. Tokrat bomo kratki in osredotočili se bomo na stvari, ki jih imate najraje, na barabe in junake. Imeli smo nekakšen dogovor, memorandum o soglasju z Iranom, vse, kar prihaja iz Bele hiše in od drugod. Boj v Libanonu se še vedno nadaljuje, toliko stvari je treba razčleniti. Ampak začnimo skozi prizmo naših barab. Emily, kdo je tvoja baraba ta teden? No, bilo je zelo težko izbrati in moram reči, da me je ta teden najbolj razočaralo to, da je veliko ljudi, ki bi lahko bili baraba tedna. Pravzaprav ljudi, ki bi morali biti moji junaki. Ja. Zelo razočarajoče je vse, kar se dogaja. Ampak moram reči, da bom morala izbrati ljudi v Beli hiši, ki še naprej, kot bi rekla, zavajajo predvsem ameriško javnost, pa tudi mednarodno skupnost glede tega, kaj je ta memorandum o soglasju. Najprej, to je memorandum o soglasju, to je treba poudariti. To ni dogovor. To ni mirovna pogodba, to ni mirovni dogovor, kot je Bela hiša izrecno navedla. Zelo problematično. Ampak ljudje, na katere se želim posebej osredotočiti v zvezi s to zadevo, so pravzaprav nekateri Trumpovi svetovalci in nekateri člani njegove ekipe, predvsem na področju družbenih omrežij, kot smo videli v zadnjih dneh. Bilo je veliko kritik z leve in desne, upravičeno, glede tega memoranduma o soglasju in koncesij, ki jih podeljuje ali bi jih lahko podelil, saj daje denar v roke islamskemu režimu. In kot odgovor na te kritike smo videli več uradnikov Bele hiše ali sodelavcev predsednika Trumpa, ki so odkrito kritizirali in napadali ljudi, ki kritizirajo odločitev Bele hiše. Videli smo, da so bili nekateri računi ukinjeni. Več kot 100 proizraelskih in tudi iranskih računov je bilo ukinjenih na X v zadnjih 48 urah. Videli smo vse račune, ki so bili kritični do tega memoranduma o soglasju. In eden od spletnih nasilnežev, ki sodelujejo v tem pogovoru, v resnici so trije glavni glasovi, ki smo jih opazili. Ena izmed njih je poslanka Ana Paulina Luna. Eden izmed njih je član kongresa. Eden izmed njih je Donald Trump mlajši. Tretji pa je Alex Brusavic, ki je svetovalec Trumpu na področju družbenih medijev. Verjame se, da stoji za računom Rapid Response 47. To je uradni račun Bele hiše. In ta račun je bil v zadnjih dneh uporabljen za odprto in javno napadanje drugih Američanov, ki kritizirajo memorandum o soglasju ter jih obtožuje, da so tuji agenti ali da delujejo v okviru operacije tujega vpliva. Ta oseba, Alex Brusavic, je javno izjavil, da Izrael plačuje desetine milijonov dolarjev za spodkopavanje memoranduma o soglasju prek operacije tujega vpliva. To ni res, sama sem preverila. Včeraj sem preverila evidence Fara. Ni, kolikor je javno razglašeno, kolikor vemo, ni nobene kampanje, ki bi jo plačevala izraelska vlada, torej je vse to zgolj ugibanje. Vse je teorija zarote, da bi lahko trdili, da je vsak, ki kritizira dogovor, v resnici tuji agent. Najslabši del tega pa je, da so nekateri ljudje, katerih posnetki zaslona so bili dejansko deljeni strani Alexa Brusavica in tudi Donalda Trumpa mlajšega, ljudje, ki jih poznamo, znani aktivisti. V nekaterih primerih so to ameriški veterani. Imamo Baza Petersona, bil je na tem posnetku zaslona. Imamo Stelo Escobedo, znano novinarko, ameriško novinarko in zvesto podpornico predsednika Trumpa. Absolutno, res je. Tudi Anja Taha je bila obtožena, da je tuja agentka. Mislim, to je res smešno. Kot da to res počne. A vse to vodi, kot kaže, Alex Brusavic. On širi te teorije zarote, temu pravijo štiriročna senčna vplivnost. Ali ni X naj bi bil vzor svobode govora? Točno tako. Nihče ne bo odstranjen, razen če gre za lažen račun. Točno tako. In te računi so bili suspendirani zaradi usklajenega, neavtentičnega vedenja. Torej lahko suspendirajo račune zaradi državnega usklajenega neavtentičnega vedenja, ne morejo pa, Al Jazeere suspendirati, ker je državna katarska medijska hiša. Že leta opazujejo prevzem X, še posebej od 7. oktobra naprej. Ja, wow. Torej, dvojna merila so zelo zaskrbljujoča. Zelo ironično se mi zdi, da nekateri v Beli hiši in nekateri predstavniki desnice pravzaprav delujejo tako, kot sovražijo pri demokratski stranki. Točno tako. Zapiranje in iskanje kakršnega koli izgovora za utišanje kritikov. In to ni Amerika, v kateri sem odraščala. Ampak tudi, če vlagajo toliko truda v to, ali ti to ne pokaže, da je to slab dogovor, memorandum o soglasju, karkoli že.
Vedo, da imajo težavo, ker izgledajo šibki. Krev, In namesto, da bi se borili proti režimu, se borijo proti ljudem. ki so bili samo, to ni demokracija. Oprostite, to je ameriško. Ampak to samo pokaže šibkost položaja že na začetku. No, tudi jaz to tako razumem. Če moraš utišati vse kritike, jih suspendirati z X, jih preganjati, jih obtoževati, da so vohuni in širiti teorije zarote, kaj to pove o tvojem sporazumu o sodelovanju? Verjetno je zaskrbljen. Ja, wow. Verjetno je zaskrbljen, no res so barabe. In upam, da bo Elon Musk hitro vrnil vse te račune. Tudi jaz upam tako. Niso boti, niso lažni, to so resnični ljudje, ki samo izražajo svoje mnenje in to zelo upravičeno mnenje. Da, No, to je fantastičen odgovor, hvala. Šošana, kdo je tvoj baraba? ne bom šla daleč od Emily. Moja baraba ta teden je J.D. Vance. Oprosti, ampak to je res najslabši citat od vseh citatov. Govorimo o Izraelu. Ste država z 9 milijoni prebivalcev. Ne morete preprosto pobijati ljudi, da bi rešili vsako posamezno težavo z nacionalno varnostjo, ki jo imate. Oprostite, prosim. Oprostite. Kot da Hezbolah ne izstreljuje raket, pošilja drone na naše vojake, jih ubija vsak dan v Libanonu. In zakaj smo tam? Več let ni bilo nobenega izraelskega vojaka v Libanonu, dokler Hezbolah ni znova začel obstreljevati severa. Nenehno, brez konca. In smo se morali vključiti v boj. Ne bo zmagal, ampak seboj vleče libanonsko ljudstvo in izraelsko ljudstvo. In ti, J.D. Vance, najboljše, kar lahko rečeš, je, da se iz nekaterih stvari res ne moreš preprosto prebijati z ubijanjem. Resno? Upam, in to bom povedala za zapisnik, upam, da se tvoja kariera konča tukaj s koncem predsedovanja Donalda Trumpa, ker te nočem več videti, razen če ne narediš pravega tešuve, kesanja. Ker to je ogabno in on je moj nič vrednež. Mislim, da je to zelo legitimno. In mislim, da se tukaj dogaja nekaj bolj zahrbtnega, ker so to stvari, ki jih on izreka dobesedno nekomu, da bi pritegnil določeno bazo. Ja. Oddaja Megyn Kelly. Ta, kar pokliče, morda je šel v oddajo Megyn Kelly odvratno. Do predsednika Trumpa je bila samo odvratna. Ampak on pušča drobtinice tistim na prebujeni desnici. Točno to počne, pušča namige prebujeni desnici. In moja teorija je, in morda se motim, in morda sem spet preveč optimistična, kot sem poskušala biti, da ga pripravljajo na neuspeh. Ker vedo. Z veseljem si to ogledam. V teh 60 dneh, kakšne so možnosti, da bo to trajalo 60 dni, ali pa tudi po teh 60 dneh ne bo podaljšano do volitev sredi mandata in potem Bog ve, kaj se bo zgodilo. Skoraj sem prejšnji teden napisala tweet, da ga ali pripravljajo na predsedništvo, ali pa ga pripravljajo, da bo popolnoma spodletel. Še vedno nisem povsem prepričana. No, glede na to, da smo včeraj videli Tuckerja Carlsona, ki je izjavil, da nikoli ne bo podprl republikanske stranke, mislim, da v redu. Torej, kdo pravzaprav je J.D. Vance? Kdo so njegovi volivci? Ja, Tucker Carlson je dejansko proti republikanski stranki in mislim, da se, vsaj upam, da se spopadajo. Razen, če ni to samo trik, s katerim jih potem pripelje nazaj, nikoli ne veš. No, nihče jih noče, tako da je morda to res samo trik, ampak ko kaj takega rečeš, nima nobene vloge v Izraelu. Praznovanje morate razumeti, to ni spodrsljaj v jeziku. To je zelo namerno. V bistvu pravi, da je Izrael agresor, ne Islamska republika Iran, ki je ubila 42.000 svojih ljudi. To je tisto, kar pravi. On izenačuje stvari. Zdaj so odprli to, ste videli to telefonsko linijo za deeskalacijo. To je najnovejša stvar. Odprli so telefonsko linijo za deeskalacijo, kadar Hezbolah napade Izrael ali pa Izrael odgovori z napadom na Hezbolah. Zdaj nas postavljate na isto raven kot sramoten teroristični posrednik režima. Kdo za vraga pa ste vi? Kdo je množično pobijal ameriške državljane? Mimogrede. Bas humor mislim, da je. Imam občutek, kot da je šla na temno stran. In mimogrede, bil je ponižan, ker se tisto noč, ko so začeli pogajanja, predstavnik Islamske republike sploh ni pojavil. Ja, in potem mu Katarčan sploh ni segel v roko. Ja. Oprosti, pred kamero, bil je takšen. Ja, to se zgodi, ko si šibek. S tem imaš opravka. Človek, hvala Šošana. Ja, hvala, da si mi dovolila to povedati.
Bilo je zelo potrebno, še posebej po 3 dneh te konference. In o tem smo ves čas govorili. V redu. Moj baraba tedna je spet ista baraba. Ko že misliš, da je ta tip dosegal novo dno, pride še eno. Zoran Kamanvama Mandani, mislim, da ima tako srednje ime. Zoran Mandani je stopil na oder. Mislim, da je to v času praznovanja Niksov, času pozitivnih vibracij. In on v bistvu imenuje APEC, pošasti. Zdaj je čas pošasti. Te pošasti danes prevzemajo številne oblike. V APEC-u, za katerega je edina stvar, ki je bolj strašljiva, kot dovoliti demokraciji, da sledi svoji poti, konec genocida in Netanjahujevih vojn. Premikajo milijone črnega denarja, da dosežejo en sam cilj – ohraniti svojo moč, da nas lahko obrnejo drug proti drugemu. Uporabljajo temni denar. Zoran Kamanvama Mandani si hodil na šolo Josepha Goebbelsa za antisemitsko propagando? Da. In najhujše je, da se ni opravičil, še bolj vztraja pri svojem. Res je žalostno, moram reči, da lahko leta 2026 greš nazaj v Nemčijo 30 let, vzameš vse vojake, kupiš Jude z denarjem in temnimi silami in je to tvoja retorika na praznovanju zmage Niksov po 50 letih. To je tisto, kar počneš s svojo platformo, ti smet. In potem trdi, da je Izrael po premirju ubil 1000 otrok v Gazi. Točno tako. In nihče mu ne reče, ja, odkot ti ta številka? Nihče ga ne vpraša, torej je njegova beseda zakon. Torej, zveni kot Alek Brusalović, moj baraba. Rekla sem ti, da naj dobim pisca in pretvorbo. Židje so temne sile, mi obračamo denar. Jaz sem otrok, oni ubijajo otroke. Tega še nismo slišali. Ja. Zoran Kamanvama Mandani, torej si in zavedno boš. Ja, moj baraba tedna. Zasluži si, da je poleg Frančišče Keze mora biti na steni barab. Ja, to bomo naredile. Mogoče je bil to povratek? Naredile bomo dvorano slavnih barab in praznovale bomo, ter te na naših praznovanjih imenovale baraba. Komaj čakam, pošlji mu nagrado. Jož, zakrito, blisk. Lahko bi jo obesil na polico. Lahko imaš veš eno sranje na majhnem pladnju. Baraba tedna. Mislim, da bomo to naredili. No, vidiš. V New Yorku si. Moraš dati drek v vrečko in ga prižgati. In pusti ga tam. Da, dobra ideja. Prav. Ideje so dobrodošle. Vsi. V redu. Torej bomo očistili svoja srca, svoje duše. Ja, ta teden. Naše ranjene duše z dobrimi vibracijami. In za vsakega izmečka je veliko junakov. Junaki tedna. Prav, Šošana, tokrat bom začela s tabo. Moj junak je pravzaprav tukaj na tej konferenci. Upam, da ve, da je ta teden moj junak. Pastor Larry Hak, ustanovitelj in glavni pastor cerkve Novi začetek. Priznam, vedno sem bila, moja mama me je tega naučila, zelo previdna do evangelikalcev. Navsezadnje je moja mama rekla, da te želijo samo spreobrniti v krščanstvo. Zato sem bila vedno zelo previdna. In ko sem bila, mislim, da je bilo v nedeljo zvečer, je govoril na panelu in pogledal občinstvo ter rekel: želim vam dati 2 obljubi. Prva, nikoli vas ne bomo poskušali spreobrniti. Rekel je nikoli. Nikoli vas ne bomo poskušali spreobrniti. In druga, nikoli vas ne bomo zapustili. In moram reči, da sem dejansko začutila toplino in sem bila malo solzna. Ker sem imela občutek, da je bilo to kot nekakšen tikun, kot popravek za generacije misionarjev, ki so poskušali narediti Jude kristjane in so našim ljudem odvzeli našo dediščino. In bilo mi je zelo posebno slišati to na tem odru in občutiti, wow, res smo prišli do točke, kjer te lahko spoštujem takšno, kot si. Lahko spoštuješ mene takšno, kot sem in lahko skupaj delava za skupni cilj. In to je zame res nekaj velikega. In ti si res moja junakinja. In res ti zelo hvala, da si to izjavila tako javno. In vedno zaključim, karkoli že govorim, s tem za judovsko ljudstvo. Prva stvar, nikoli vas ne bomo poskušali spreobrniti. Pravzaprav vas potrebujemo, da ste jutri še bolj jud kot danes. Druga stvar je, da vam dam še eno obljubo. Nikoli vas ne bomo zapustili. Ni pomembno, vedno bomo stali ob vas.
Mislim, da je to pomembno, ker lejte, vem, da večina evangeličanske skupnosti, zagotovo ljudje, s katerimi sem v stiku, nimajo prav nobenega namena, da bi kogarkoli od nas spreobračali. Postali so pomembna politična sila za dobro v Ameriki in po svetu. To so ljudje, ki stojijo ob nas v naših najtežjih trenutkih. Vem pa, da v judovski skupnosti obstaja paranoja in to z dobrim razlogom, saj je to naša izkušnja že stoletja in stoletja. Ampak naši evangeličanski prijatelji so res z nami. In veste, ena mojih najljubših prijateljic, ki je tudi prijateljica vseh nas, je Sandy Hagee, ki jo obožujem, ko kaj naredi. Je čudovita. Ona stopi na oder. Vsako leto grem v Kufi, tudi letos grem spet. Vedno stopi na oder in reče: moje ime je Sandy Hagee, sem kristjanka. Moj gospod in odrešenik ni bil. Wow! Torej, v bistvu, veste, naši evangeličanski prijatelji pravijo: vi, Judje, imate svojo vlogo v duhovnem vesolju in mi, kristjani, imamo svojo vlogo. Zelo lepo. Ni nam treba. In zato bom rekla, da je to norma, ampak vesela sem, ker si ti otrok preživelih iz holokausta. In vem, da je paranoja upravičena, zato sem vesela, da se zaradi tega dobro počutiš. In vesela sem, da lahko to delim tudi z vsemi doma, mimogrede, ker mi to res veliko pomeni. Dobro. Sandy Hagee je bila pred nekaj tedni gostja v moji oddaji Dostop do resnice in zelo dobro je pojasnila, kakšno je stališče krščanskih evangelikalcev in zakaj iz svetopisemskega vidika. Zelo, zelo zanimivo je bilo. Hasan je, rekla bi, glavni rabin in teolog, ki pojasnjuje, zakaj nismo za zamenjavo. Zakaj kristjani ne zagovarjajo teorije zamenjave? O tem, kakšna naj bi bila ta teologija. Prav imaš, on je eden vodilnih glasov na tem področju. Torej, ja, imamo to. Je izjemno artikulirana, zelo zbrana, zna natančno razložiti, kakšno je stališče, res je fantastična. Ona je fantastična in veselim se, da jo bom kmalu spet videla. To je čudovita junakinja, hvala. Emilija, kdo je tvoja junakinja? Torej, moji junaki, ta teden je nekoliko grenko sladko. Očitno smo govorili o memorandumu o soglasju. Ena od zahtev režima je bila popolna prekinitev ognja in umik izraelskih sil iz Libanona. To se ne dogaja. Predsednik vlade je izjavil, da se to ne bo zgodilo, vendar pa moram povedati, da sem govorila z nekaterimi vojaki, ki so zdaj v Libanonu, ne s poveljniki, ne z odločevalci na višjih ravneh, ampak z vojaki na terenu, ki so v južnem Libanonu, ki so vsak dan napadeni strani Hezbolaha, kar je mimogrede že samo po sebi kršitev tega memoranduma o soglasju, ampak o tem očitno ne govorimo. Ne. So v taki nevarnosti in njihova svoboda delovanja je tako omejena, celo pri samoobrambi, da lahko v tem trenutku streljajo le, če so neposredno napadeni. To neposredno ogroža življenja naših vojakov. To je popolnoma nesprejemljivo. In vem, da ljudje menijo, da je to nesprejemljivo. In vem, da imamo občutek, da smo pod ogromnim pritiskom zaradi tega, kar počne Trumpova administracija. Ampak rada bi povedala, da so oni resnično pravi junaki celotne države. Vsekakor so moji junaki tedna, saj so dobesedno na prvi črti za našo varnost in zaščito. Ker brez njih in tega, kar počnejo ta teden, brez njihove žrtvovanja in tega, da tvegajo svoja telesa, da nas tukaj zaščitijo tudi med to konferenco, resnično, ne bi mogli nadaljevati tako, kot nadaljujemo. In žal jih je veliko padlo. Da, odkar je tako imenovano premirje, več kot 50 jih je padlo. In ne vem, izjemno boleče je, da vemo, da so tam in da plačujejo s svojimi telesi. Da. Zaradi tega, ker smo tukaj in zaradi iluzije, da se lahko pogajaš s teroristi, zaradi te iluzije, plačujejo s svojimi življenji. To samo še oteži to, kar je rekla Vance, ker kako ne bi spoštoval dejstva, da matere in očetje pokopavajo svoje otroke, žene pokopavajo svoje može in hčerke, mimogrede. Bila je vsaj ena vojakinja, ki je bila ubita. In kot da se to ne dogaja. V njihovih glavah to ne obstaja. Imajo slepe pege. 4 vojaki IDF so bili ubiti, potem ko je bil ta memorandum o soglasju razglašen in iz Bele hiše ni bilo nobenega komentarja. Nesprejemljivo, popolnoma nesprejemljivo in mislim, da je najbolj boleča stvar v tej državi, saj zame kot mamo, pa tudi za vse ostale, ko izgubimo vojaka. Vsako življenje pomeni žalovanje za ves narod. Ko zjutraj odprem novice in vidim padlega vojaka, je to. Naš dan je uničen. Tako se tukaj počutimo.
To so otroci vseh nas, veste, in so res, res najboljši junaki, bojevniki, kar jih imamo. V tej državi imamo sodobne bojevnike in junake, Bog jih vse blagoslovi. V redu, imam zelo nepričakovanega junaka in nisem prepričana, ali se bo to razvilo v to, da bodo še naprej junak, ampak vsaj v tem trenutku so junak. Zato jim bom priznala to zaslugo. Francija, nikoli nisem mislila. Nikoli nisem mislila, da se bo to zgodilo. Kaj pa naredijo? Naj ti povem, čeprav je bila Francija strahopetna, veš, Macron je bil grozen, razglasil je palestinsko državnost, ne da bi karkoli zahteval od ljudi, ki jih legitimizira. Ko je bil memorandum o soglasju objavljen, je Francija stopila v ospredje, njihov predsednik vlade in rekel je, da so oni. Ali pa bodo morda uporabili svoj veto, da sankcije proti Iranu ne bodo odpravljene. Wow. Z drugimi besedami, samo zaradi tega memoranduma o soglasju ali samo zato, ker zdaj obstaja pot do dogovora, to še ne pomeni, da bodo kar tako odpravili sankcije. In če jih bodo prosili, naj to storijo brez kakršnih koli zagotovil in brez dokazov na terenu, da Iranci spoštujejo memorandum o soglasju ali dogovor, bodo uporabili svojo pravico veta. Mislim, da je to precej brez primere v zadnjih letih. Mislim, da je to predsednik vlade Irana. Postaja bolj odločen. Točno tako, to je predsednik vlade Irana. Edini klic človeške zgodovine. Da. Mislim, da se imenuje Baldado, predsednik vlade, ki je to rekel. In zato sem kar precej navdušena. Veš, v Kvadu smo zelo pošteni. In ko si zaslužiš biti baraba, te bomo izpostavili. Ampak ko si zaslužiš biti junak, ja, Se strinjam. dejansko ti bomo priznali zasluge. Torej ta teden, verjeli ali ne, La France, Tuto France je moj junak tedna. Dobro opravljeno. Torej dame, To je mimogrede pomembno. Moramo biti pozitivne, pozitivno spodbujati dobro vedenje. Resnično. zdaj zveniš kot mati 5 otrok, seveda, Šana. Ampak greš, To tudi dejansko govori o tem, kako verodostojna je grožnja. Ja. In dejstvo, da iz kakršnega koli razloga, bodi si zaradi obupa po dogovoru ali česa drugega, nisem povsem prepričana. Trenutno nismo povsem prepričani. Toda Združene države namerno gledajo stran. In Islamska republika predstavlja neposredno grožnjo Evropi. Imajo aktivne celice, v te države so se močno infiltrirali, še posebej v Združenem kraljestvu in Franciji. In zato, da se oglasijo in rečejo, počakajte mal, ne, tega ne počnemo. Ja. Mislim, to kaže na problem. In uporabijo pravico veta, česar se ne spomnim, kdaj so nazadnje storili. Ja. Za skupno dobro. Ja, Vem, da so to imeli. imajo ga, ko si izobčen. Verjeli ali ne, Francija je ena od 5 stalnih članic, ki imajo pravico veta. Bog ve zakaj. Seveda je to zgodovinsko. Ampak glej, delajo nekaj dobrega s tem. Ja, in dali jim bomo to priznanje. Ja. Torej, dame, danes imamo še vedno čas. Veselim se, da bomo slišali še več govork, imeli še več relevantnih in pozitivnih razprav. In vidimo se naslednji teden. Hvala, ker ste nas spremljali na Kvadu. Pod.